Ja, izvoli. A se jaz na tega presedem, pa se lahko da ne Kjer je višji od vaju? Tisti, ki je višji, bo že tle. Ok, jaz sem višji. Izvoli, lej. Ne, čak se boš lažje šel tam. Se jaz Zdaj pa to, veš, kako parkiraš avto. Tako logična igra. Grem jaz, Matevž mora do sem. Ne, najlažje pod kole, no jaz grem ven. Ja, sej, Matevž do sem, da ti pa prideš, pa gre Matevž to ne va. Veš kaj, jaz se vsak dan z avtom vozim, pa vsak dan iščem parking, pa to. Ne, veš, to bi bilo zdaj smešno, ker začnimo tako ta pogovor o javnem transportu, ne, veš, jaz ko vsak dan iščem parking, ne. Evo, ne boš, da se posedamo, da bomo, da Juri še kamere naštimo, da sviti vsaka. Evo ga, naš outsider. Enega sem še na Švedsko poslal. A res? Ja. Super. Veš kaj, kolega mi je pomagal malo pri tej Zupančičevi jami, ne, ko je v bistvu živel celo mladost tam, ne. Pa sem ga malo spraševal pravzaprav o tem vibu, pa kaj je šlo pravzaprav narobe, ne, pa kaj je šlo prav tudi po drugi strani. Sem lahko malo iz prve roke, pa smo pa v zahvalo poslal gor. Super, hvala Juri. Smo že v živo. Kaj si poslal? Ne, kolegu, ki mi je malo pa članku pomagal, sem poslal tale outsider gor na Švedsko, ki živi. Jaz ga zdaj kar tako malo mojim naročnikom naročujem. Ker je to poceni naročnina v resnici, da mislim, bi jih lahko zdaj kakor češ v bistvu. Ker verjetno od naročnine se itak ne živite. Kar velik del. A res? Ja. Ker že itak so te ljudje, ki do mene pridejo, so taki, ki jih to zanima. In zdaj kakšnega že imajo, pa jih pol najerno normal. Ja, še dodaten. Ja, še dodaten, ja. Drugač pa, ja, sej tudi, če greš tle pri kofeinu v stanišče, tam, da sem glih prej rešel, sem videl, da 3 na tleh. Za vsak slučaj, če rabiš kaj del. Seveda, ne se tako. Včasih ima človek tam največ časa za branje, ne? Ja. Jaz se tako, veš, vedno so včasih te fotri hodili na cigaret, pa na cajtank, pa na kavo, na WC. Vem, kolega mi je vedno razlagal, da očeta njegovega po 2-3 ure ni bilo ven, ker je to vse cel obred. Cel obred, ja. Prav. Ja. Jaz lahko tole odložim. Seveda. Veš pa, jaz lahko to kar takole, sicer ni glih lepo, ampak ti kar takole. Evo. No, v redu. Evo, zdaj, če nas je Juri zapustil, pa bomo pa kar sami. Škole vse je napisano. Jaz že vse vem, kaj mi rekel, vse še vi pa povesta svoje. Jaz vem, da nič ne vem. Ne, to ni tako. No, v glavnem, se vidi, da to veste, ampak za ostale, ki jo to posluša, zdaj ideja za tale podcast je v bistvu prišla na tem vašem dogodku, ki ste imeli predstavitev Outsider Award nagrade, kaj zdaj Outsider ob 10. obletnici razpisal. In meni se je zdelo, da vse teme so bile tako zanimive, no sploh ta je pa mene najbolj tako počgala in se mi je res zdelo, da je zaradi formata, ker takrat je bil namen predstaviti nagrado, pa kategorije, pa žirante, pa to, ne pa toliko razviti debato, ampak da nas je bilo kar nekaj tako, predvsem na trnih, da bi se pa debata razvila, pa da bi še kaj rekli. Tako da sem rekel, no super, to je pa podcast, je pa glih idealna forma, da v tem lahko se pa mi usedemo, pa diskutiramo neskončno, da ne ostanejo stvari neizrečene. Tako da, evo, za ostale moja današnja gosta sta Matevž Granda pa Aleš Gabrijelčič. Se kdor redne tole spremlja, tebe Matevž že pozna, ti si zdaj prvi gost, ki je drugič že tukaj. Mi je v čast. Mislim, čast, meni je v veselje. Zdaj Matevž
je svojo partnerico Nino soustanovitelj, urednik revije Outsider. Urednica Nina. Urednica Nina, kaj si že ti? Umetniški direktor. Umetniški direktor, evo. No in Outsider, ki pa seveda že dolgo ni več samo revija, ampak je poleg zdaj izdajate še El Normal, pa še cel kup nekih aktivnosti, ki jih Outsider pelje skupaj. Jaz sem temu zadnjič, ko smo imeli podcast, rekel zvezdje Outsider. Ne? In zdaj, če koga to kaj več zanima, potem lahko tudi še tiste epizode posluša, pa bo to super. Zdaj, Aleš je pa prav tako arhitekt, mlajše generacije, še mlajše od tebe, ne? Ja, jaz sem kar... zelo mlad. No, zelo mlad ne. Zelo mlad, sem pa mlajši, Aleš z bratom Boštjanom pa očetom, legendarnim Petrom Gabrielčičem, ki je bil tudi dekan Faja, oni vodijo ta arhitekturni studio Arhitektura d.o.o. In kakor vem, se lotevate vsega, ne? Od javnih družbenih objektov, ne kakšnih pa do pohištvenih kosov, tako kolikor spremljam. Res je, Vse. Zdaj, jaz, mogoče to samo moja percepcija, meni ste najbolj poznani pa po prečenju rek in drugih vodotokov, vodotokov, ne, tako da vaša dela, to sem si moral pa kar malo zapisati, so ta Puhomost na Ptuju. Tako skupaj z, se pravi, Ponting je tisti, ki je bil, ne, se pravi, Viktor Markel, ki je bil pač skupaj z očetom, ne, Petrom, so skupaj pač v soavtorstvu, ne, te mostove delali. No, tako. Seveda, ampak arhitekturni del je pa tako, pa je oče vodil. Tako je. Tako da tega Puhovega mostu sem se zapomnil, ker nam je na eni ekskurziji lepo povedal finto, kako je sfinteral, da ima ograja horizontalne šipke, ki jih jaz zdaj to finto še vedno jaz uporabljam. Res je. Pol ste delali Brv čez Savo na Bledu, ne? Tako. Kje finta je to za horizontalne šipke? Veš kako, v bistvu to je Peter videl na jadrnicah, ne? In on je v bistvu te horizontalne linije takrat prevedel gor na ograjo, ne? In to v bistvu potem deluje most veliko bolj lahkotno kot jadrnica. Okay. Ja. No, pa tako kot je takrat nam na ekskurziji pojasnil, je rekel, da če bi naredil vertikalno ograjo, to ne bi šlo, ker mu je inšpekcija rekla, da potlej bi lahko, da na mostu bi načeloma morale biti vertikalne, ne pa horizontalne prečke. Tako. Medtem, ko on je pa pol to nagnil in so naredili model in so dokazali, da potem pa ti ne moreš gor splezati, ne? In je bilo pol to v redu. No, to sem si zmeri zapomnil. Mislim, da je ta zgodba, no, jaz sem zdaj že malo izven, ampak mislim, da bo držali. Tako je. Pol je bila ta Brv čez Savo na Bledu. Na Bledu, ja. To je taka kolesarmo čez. To je v bistvu Brv za kolesarje, v sklopu pravzaprav ureditve kolesarske povezave med, če se ne motim, med Lescami pa med Bledom, ne? Ja, tako je. Splavarska Brv v Celju. Tako, skupaj z Navorom, ne? Zakaj? S čim? Navor delov, pač skupaj v Navori pa statikov. Nisem mislil, da je statikov nič, jasno. Sploh že tako so statiki pomembni, pri mostovih pa itak. Ja, seveda. Ampak, zdaj sem se tukaj na arhitekturni del. Jasno, da je povsod bil tudi statik zraven. Pa ta Ribja Brv, no? To nam je pa tudi predstavil enkrat na nekem obhodu, kako ste jo napenjali pa to, ne? Ja, tisti je bilo tudi. Mislim, pri teh projektih jaz nikoli nisem bil zraven, ker prvo nisem niti še bil v pisarni, še niti nisem do študiral, do magistriral. Še nisi šel na faks? Ne, na faksu sem pri določenih že bil. Ne, v bistvu pri teh, ki si jih zdaj naštel. V Puhovem mostu nisi bil na faksu? To je 2006, 2007, 2005. Jaz sem delal v kleti diplomsko nalogo, ko je Peter Gabrielčič probaval na maketi pilone za ta most. No, pol 5 sem se ravno opisoval, bom rekel. Ampak ostalo sem pa dosti spremljal tako usporedno, ko sem videl, ko ste imeli recimo tudi Boštjan pa oče teh debat. Tako da v resnici sem spremljal idejno, vem, zakaj se gre in dejansko res mostovi so nekaj, kar je pravzaprav mostovi
so mogoče, če se zdaj vrnemo, ne, mostovi so zelo infrastrukturna stvar. Ne. Tudi vedno, kot rečeno, vodje projektov so gradbeniki pri mostovih, zaradi tega, ker to spada pod nizke gradnje. Ampak mostovi so že recimo pri Plečniku bili prepoznani kot v bistvu izjemen javni prostor, pravzaprav nekaj, kar ti pravzaprav priboriš mestu, ne, se pravi, odvzameš reki, priboriš mestu, narediš neko ploščad, ki jo lahko izkoristiš za javni prostor. In to je Plečnik na zadnje delo, ne, z Čevljarskim mostom, s tem, ko je izmaknil tiste dve luči ob stran, da v bistvu ti dajo vtis, da je pravzaprav to večplasten prostor, da ne gre samo za neko prečenje mostu, tromostovje ne na zadnje. Ne. Potem pa seveda po recimo zatonu bolj teh romantičnih aspektov arhitekture in pa recimo z vrnitvijo, oziroma ne z vrnitvijo, ampak z vzpostavitvijo funkcionalizma kot tiste vodilne arhitekturne misli, ne, je potem tudi most ratal na nek način zgolj še infrastrukturni objekt, samo še kako prečiti določeno stvar. Čeprav tudi ne v celoti, ne, če pogledamo Oskar Niemeyer, ne, Kubičkov most v Braziliji, ne, gre za v bistvu eno zelo tako elegantno, ekspresivno formo, čeprav modernistično, ampak recimo generalno pač je most bil dojet zgolj še kot neka stvar, s katero se preči. Ne. Do recimo nekega postmodernizma, ne, takrat pa je oče nekako se spričal mogoče nekih situacij, znajdel v tej vlogi, da je pomagal pri oblikovanju določenih infrastrukturnih projektov. Ne. Zelo najbolj poznana je ta Litijsko-Poljanska cesta. Takrat, to sem bil pa jaz na faksu, ko je to nam kazal. Ta ureditev je v bistvu, danes se niti mogoče ne zavedamo, koliko je oblikovala ta del mesta, ampak dejansko ga je res močno oblikovala. Jaz se spomnim, mi smo z očetom, ker on je tam nek podporni zid je, ne. Takrat je bil kritiziran zelo, ne, to je zdaj nek podporni zid v Golovcu noter. Kaj je ta gola stena? Ne? On je želel, da bo zaraščena, da bo to v bistvu izgledalo kot na nek način neka brežina. In smo mi kot otroci hodili tja in zalivali tiste bilke tega bršljana skozi, ker ni hotel pognati, sploh. Nikakor, ne vem, to je bila neka slaba letina ali kaj, ampak ni hotel pognati in smo zalivali in zalivali. Danes recimo tega zidu ne sluha, ne duha v njem, zaradi tega, ker je cel zaraščen. Ne? In to je bila tudi njegova ideja, ne, se pravi, ampak to gre res za eno zelo res dolgo potezo, ki je od začetka pravzaprav Štepanskega naselja, Minkodeljevega, potem mimo Mesarske, pa potem vse do izteka, pravzaprav, kjer se začne Poljanska, ne, in potem s temi drevoredi, ki so ob strani, ki na nek način potem je tista srednja zdravstvena šola zraven od Kobeta, ne, pa od Vasa Peroviča, tistle študentski dom pa od Bevka, ne. Se pravi, čisto nekon tam pri Cukrarni. Ne. To je bil en tak velik urbanistično-infrastrukturen projekt, ne, ki je zelo na nek način preoblikoval, preobrazil ta del Ljubljane. Ne. In v bistvu, ko gledaš na njega, ne, mogoče za neko funkcionalistično z neko funkcionalističnim izrazom ali pa z neko funkcionalistično zasnovo bi bila to neka zgodba, neka cesta, neka štiripasovnica, ravna, ki bi bila upadnica in to. Ne. Ja. Ampak takrat se pravim, je oče študiral Plečnika, ne, študiral je, pravzaprav ni hotel iti na ta čist pseudo-postmodernistični slog, ne, se pravi, da se pravzaprav da zgolj karikira neke določene klasične forme, ampak je pravzaprav želel povrniti, ne, to na nek način razmišljanje Plečnika, ki se je takrat ponovno pač na nek način spoznavalo, ne, že s to veliko razstavo v Pompiduju, ne, da kako v bistvu neke te manere umirjanja prometa z nekimi rahlimi zavoji, z nekimi na nek način vertikalnimi poudarki, z nekimi zožitvami, kako so to v bistvu neke stvari, ki umirjajo prometno, ki v bistvu oblikujejo prostor. Tako. V mesto, ja. Ali pa tudi ne nazadnje odhodu iz mesta. In pa seveda tudi potem navezava na to, ne, da imaš ti park Kodeljevo, ki je takrat zdaj, ne vem kako je še s tem parkom Kodeljevo, ampak svoj čas je bil to glavni, ne, tak športno okrožje, vsaj v tem delu mesta. Mogoče ne fakultete za šport, ja. Še vedno to velja. Ja, to velja. Mogoče sam park mečken zanemarjen, ampak še zmeraj funkcionira, se mi zdi. Ja. Zdaj smo... Ne, je že v redu, vse te je namenjen, ampak to, kar si prej omenil, da ne nadaljujem prej,
mostovi so res inženirski objekti, pa nizki, pa namenjeni prometu, ampak most je lahko most, lahko je pa landmark. Tako. In kdor ima majčken enega smisla, se potrudi, da naredi iz tega tudi landmark. Ampak še posebej, še bolj kot sam landmark, se mi zdi pa, da je pomembna ta vloga, pravzaprav, kako most pripraviti na to, da poseduje tudi neke javne vsebine. Se pravi, v kontekstu tega, da omogoča pravzaprav, ker recimo vsi mostovi, te, ki jih je Peter delal, Prulski most, Fužinski most, potem most v Novem mestu, tisti, ki gre dol ki preči Krko. Vsi mostovi imajo nek moment, ki nagovarja pravzaprav pešca, ki pravzaprav nagovarja javnost, da se na njemu ustavi. Recimo Prulski most ima ta 2 balkona, ki sta namenjena za to, levo-desno, sta namenjena za to, da ko so regate tam, da lahko občani oziroma opazovalci gledajo te regate. Zato so tisti, se pravi, da ti kot pešec postaneš in pogledaš. Ali pogledaš seveda to veduto od Plečnika tega nabrežja, ali da spremljaš regate. Fužinski most tudi v bistvu s tem svodom teh lučine na nek način povabi tebe kot pešca, da ga prečiš. Tako da pač mislim, da je treba na most gledati kot ne zgolj na landmark, ampak tudi na nek medij. Tako kot si pa že prej rekel. Kot je Plečnik to gledal, da je to v bistvu nek prostor. Ja. Mislim, trg ni nujno verjetno, da je vedno trg, ampak Ribja brv tudi trg. Ribja brv je po mojem absolutno trg, ki pa je v prvi vrsti namenjen, in to tudi je, mislim, takrat bila ideja, temu, da je on trg namenjen opazovanju Plečnika. Namreč zato, vsa ta transparenca in vse to, tudi zato je, mislim, da nagrajen bil s prvo nagrado, ker je bil on v čim manjši meri je želel konkurirati Trovmostovju na en stran, pa Čevljarskemu mostu na drug stran. Zaradi tega, da so to svojo popolno transparenco, ti kjerkoli si v mestu, še vedno vidiš prek njega na pravzaprav Plečnika, da ga na nek način ne pokvariš. To je v bistvu taka zelo, bila je to ena taka ideja, kako ne sebe kot avtorja izpostavljati za neko ikono, ampak pravzaprav kako narediti to neko opazovalnico zares. In to vidimo, da danes super funkcionira, zato ker ljudje, če pogledaš, se vsi gor slikajo, pa iz njega slikajo, pa prek njega slikajo, pa vse to. In noben ne slika mostu, ampak vsi slikajo iz njega, zaradi tega, ker ni več motnja, oziroma več, ker ne predstavlja neke motnje in v bistvu služi kot odlična opazovalnica na Plečnikove mojstrovine. Ja, zdaj, ko smo se toliko ustavili pri mostovih, pa mogoče pa dajmo kar tlele nadaljevati, da ne grem jaz po neki tej špori, ki sem imel zamišljeno, ker dejansko koliko je most v bistvu, če že govorimo o mestih, pa prej gremo na moj transport, ki me ne več žuli. Ena taka tvorba, mestotvorna tvorba, po moje zelo, ampak vidva sta glede tega sigurno veliko bolj načitana, ali pa to, recimo Budim pa Pešta sta 2 mesti, če ni mostu. Jaz mislim, da pomen mostu, da se ga zares začne zavedati takrat, ko je zaprt, ali pa ko ga mogoče voda odplakne. Se pravi, kar naenkrat ni več prehodno tam, kjer je nekoč bilo. In mostovi so iz tega vidika več kot le tehnična premostitev te ovire, ponovadi to čez reke. Reke so tiste, ki v pokrajini ustvarjajo neke težje prehodne prostore, tudi zato so vedno varovale ljudi, kraje in tako. In most povezuje 2 bregova. To, ki recimo jaz se velikokrat sprehajam, pač to spet nanaša na naše delo v Centru za gradnjo zemlje, ki je ob Krki, in tam je en most, ki je pač samoumeven, ampak včasih je bil lesen most pred tem. Leseni mostovi na Krki so bili ena taka res lepa konstrukcija, ki je nažalost začela izginjati, ker pač ali neprimerno vzdrževanje oziroma pač neprimerna raba za promet,
ker so preoski, premehna nosilnost za kamione in tako naprej, in so začeli nadomestovati z betonskimi mostovi. Ne. In ko neko obdobje tam ni bilo mostu, vmes, ko so novega gradila, ne, vidiš, kaj pomeni reka v prostoru. Ne. In če tam je most, ne, je to samoumevno. Ne. In tukaj se mi zdi sploh in v ruralnem prostoru in v urbanem je most, recimo na Ljubljanci, prav ta Plečnikova ideja je bila, da je teh mostov čim več kot v Benetkah, ne, da sploh ne da ne čutiš reke, ampak da s tem povežeš reko za mestom, ne, ker jo tokrat prečkaš. Ne. In tukaj mislim, da ima most, vsak most eno svojo in družbeno, in oblikovno, in tehnično lastnost. Ja. To je sigurno ena. Seveda, če pa govorimo širše v pomenu infrastrukture, ne, je pa spet tukaj tisto, kaj lahko z mostom izboljšamo. Ne. Most lahko nivojsko reši nekaj, kjer imaš na terenu slabo pretočnost, se lahko dvigne. Ne. Recimo, meni je vedno fascinantno priti v Trst, ne, po tej dvignjeni avtocesti. Ne. Ja, tam dol, mimo bolnice. Tako, ja, ampak potem, ko priješ že do obale, ne, ker je sploh tisto večnivojsko križišče, če greš od Mil, ne, to križišče proti Miljam, proti centru gora, ne, kjer je nekih 6 nivojev različnih teh uvozov, izvozov, ne, in potem se nad mestom peleš in priješ potem dol v mesto. Ne. In potem prostori pod mostom, ne, kaj se pod njimi dogaja in tako naprej. To niso mostovi, to so viadukti v bistvu. Ampak, ali pa recimo v Tokiu sem tega ogromno doživel, ker se promet kar v več nivojih sloji. Tako da tukaj je potem že korak naprej od tega, kar je ta osnovna, mislim, da funkcija prehoda preko reke, morja, ožine in tako naprej. No, to se mi zdi, da si dobro izpostavil, da se ga mogoče ne zavedamo, dokler ga enkrat ne odplava ali pa ga ni. Ne? Ker jaz recimo tlele v Moravčah, pa tečem tam skozi Moravče ob Šati. To je potok, ki ga je tokle, pa pač 2 bregova dol. Ampak tam bi imel resen problem priti čez, razen tam, kjer je mostiček. Pa ga sploh ne vidiš, ampak kaj šele, mislim, takale reka, kot je že Ljubljanca, pa to je pa čisto neprehodno, to nimaš šanse razen z nekimi resnimi splavi ali pa nekaj takega. Tako da dejansko, no sej, ali pa tudi na Manhattnu, Manhattan, ki ga vsi ti mostovi povezujejo, ne. Tam so jih kar delali, kakor se je to širilo po potrebe, to so enega za drugim. Ne. Najprej je ta odrezanost zagotavljala varnost, ne, potem pa kar naenkrat potrebuješ to povezanost. Ja, res je. To je. Ne, pa jaz mislim, da res tisto, kar je zanimivo, je tudi kolikrat je v bistvu ta most v različnih v bistvu kulturnih okoljih na nek način predstavljal to točko pravzaprav tudi, ne vem, postanka, ne? Ker če pogledamo, imamo Firence, ne? Potem imamo bivši London Bridge, ne? Tisti, ki je bil še srednjeveški pa vse to. Ne? To v bistvu so mostovi, ki so bili mix use, ne? Se pravi, so imeli vsebinsko mešano rabo. Ne? Je bil v bistvu v prvi vrsti most, ampak v drugi vrsti so bile gor v pritličjih trgovine, v nadstropjih so bila bivanska, se pravi bivanske enote, ne? Tako kot sem rekel v Firencah, Londonu, Benetkah, Palladio recimo ima en tak zanimiv most, le zraven Benetkno je kraj, zdaj na pamet ne bom vedel, tak dolg most preči, mislim, da je rekel Pad, ne bom a veš, v katerem govorim? Pa mislim, da ni Pad, ampak... Ja, nekaj drugega je, no, ampak je neka taka hudurniška reka, ampak zelo močna, ne, in je tako čist nepoznana stvar od Palladija, res vredno za pogledati, tak lesen most, ne, ki je v bistvu cel nadkrit, ne. To je od Verone proti severu. Od Verone proti severu, ja. Tako da, mislim, vedno se v vseh različnih okoljih, tudi na Kitajskem in vse to, pač v bistvu most pol na nek način, na neki točki izkoristi pravzaprav za nekaj več, ne zgolj sam za prečkanje, ampak tudi pravzaprav za grajenje mesta, ne. Ampak tukaj še en vidik, ne, še točka kontrole je to, ne. Ja. Kdor hoče iti tam mimo, ne, je to edina možna pot in tam lahko zaračunaš davke oziroma carine, karkoli že, ne. To je... Moraš, če si ga že naredil. Tako, ne. Malo pa ne, mostovi je eno tako močno čustven naboj, ne? Ker če gledamo recimo v Madridu, ne? V Madridu, ko so delali na jugu Madrida tisto neko ureditev te njihove reke, ki jaz rečem, ne vem, če ta reka sploh obstaja, ker vsakeč, ko prideš tja, je tiste stvari nekako prazen, ne? Ni sploh tisto nič noter, ne? Ampak takrat je, ko pa pride, ne? Tako, kot se je zdaj tudi v Valenciji izkazalo, ne? Da
tisti, ki je skozi brez reke, ampak ko pa enkrat udar, pa poplav noro. No, ampak tam so oni to reko nekako v Madridu regulirali. Vse te rimske mostove, pa srednjeveške, so pa pustili kar tam stati. Čeprav ni več ne reke, ne ničesar, ampak tisti mostovi tam so, ker niti niso v uporabi za promet ali karkoli. Ampak ker je to tak čustven naboj teh mostov, oni še vedno tam stojijo. Ne? Ma neko... Ne vem, zakaj pravzaprav. Zato, ker dejansko nekaj preče, nekaj povezuje, ali ker so tako impresivne zgradbe. Nekaj je. Vse podobno je, tako kot je viadukt. Jaz imam zelo slab spomin za te kraje, pa to, ampak zdaj nazadnje, ko smo po Španiji vandrali, ko smo bili, kaj je že tisti tak viadukt, to bi Saša Osten bi to tako iz glave zvedel. Ampak ta novejši ali ste? Ne, rimski tak, ogromen. Ne? Pa ne tisti La Ronda, ki je v tisti vasi v Andaluziji, ki povezuje dve. Tistega smo bili pa prejšnji čas, tudi tisti recimo. A ne, to je tako res impresivna reč, no, ampak tam dejansko tudi si predstavljam, dokler tistega ni bilo, po vseh tistih skalah dolit, pa prek reke, pa po vseh tistih, to ne more biti mesto kot tako. Ne? In sigurno imajo en tak poseben naboj. Medtem, ko sodobna mesta pripeljejo pa to. Ne? Zdaj, ko si omenil te vpadnice v Trst, zdaj, ko smo bili na Kitajskem, mislim, ta vpadnica v Trst je malenkost, smo kar tam noter preleti. Ste potovali z avtomobili? Ne tako, da bi mi vozili, ampak s taksi, tako da smo se prevozili take in vidiš. No, sej, mogoče, če skočim iz mostov probam skočiti iz mostov na mesta, ena ta anekdota, kitajska, na pol anekdota, na pol res, na pol zahecne, se veš. A sta bila že vidva? Na Kitajskem ne. Jaz sem imel postanek v Šanghaju, tako da sem ga videl iz zraka, ampak ne, da bi pa prav fizično, pa ne. Ja. No, tam, ko si, pa sploh, ko si Slovenc, vedno, pa če zelo radi načnejo pogovor s tabo, zato, da bi trenirali angleščino. To je bilo tako že, ko sem bil še na faksu tam prvič in tako je danes še vedno. Zelo mali govori, ker imajo drugače, zvezane glasilke, mi je težko, tako, ker nam težko njihove glasove ven spraviti in si res želijo. In potem se probaš nekaj pogovarjati in jasno, prva stvar je iz kje, kaj pa kako. In neeminovno pogovor vedno najprej nanese, koliko smo Slovenci majhni, pa majhna dežela. In pol pa še to, pa prevozi, pa vlaki in so oni rekli, iz Pekinga do Šanghaja vlak voz 4 ure. Smo mi rekli, pri nas tudi iz enega konca države na drugega tudi voz vlak 4 ure. So rekli, vse pol pa niste tako majhna država. Tukaj jaz velikokrat sumam na to, da slovenske železnice prav na ta način želijo prikazati obiskovalcem, da je Slovenija res velika, ker se voziš iz Ljubljane do Kopra 3 ure, to pa ni majhna država. Ne, imaš resno sightseeing. Iz slovenskih vlakov imaš res občutek, da je to velika država. No, ampak zdaj dejansko Kitajska, jaz zdaj še nisem bil na Japonskem, to me še čaka, upam, ampak Kitajska ravno zaradi tega postavi čisto drug pojem mesta. To niti ni več, ne vem, da bi rekel, Ljubljana itak je mestece, ampak niti ni več Barcelona, ki je mesto, ali pa Pariz, ki je mesto z okrožji. Tam ta Chengdu, kjer smo bili mi zdaj, to je mesto velemest, v bistvu. To je glavna cesta, ki teče skozi, je ne vem koliko že dolga, 150 km. In v tem smislu se mi zdi zanimivo, to, ker ste vi to kategorijo, vi ste ena od teh kategorij, za česar je tudi Aleš tukaj, ker je kurator ali glavni žirant, ne vem kaj, za to kategorijo odprta mesta. Kaj pravzaprav je bilo mišljeno s to kategorijo, kaj boste dobili, kaj boste zajeli, kakšna razmišljanja, kaj si pravzaprav obeta Matevž kot outsiderjevc, uradni pobudnik tega za to kategorijo, pa kaj vidiš ti, ki si bil povabljen zraven, pa si zdaj v bistvu
na nek način prav za to kategorijo Capo di Banda. Ja, tukaj je bila ena širša debata o tem, katere kategorije bi v tej nagradi imeli. Ne? Pač nagrada je ob 10. obletnici revije Outsider. Želimo s to nagrado se v bistvu zazreti po eni strani nazaj in skozi izvedene projekte pogledati, kaj se v tem času dogaja, in po drugi strani obrniti pogled skozi to naprej, ne, kaj so tisti trendi v arhitekturi, prostoru, urejanju prostora, krajini, ki so trenutno neki v špici tega, kar pomeni razvoj arhitekture prostorskih strok, ne, se pravi tisto, kar bo generirano prihodnost. In iz tega vidika smo potem pač izhajali iz tega, kaj prostor obdaja. Pač ena tematika je bila pač jasna stanovanjska arhitektura, ne, ampak jo nismo poimenovali stanovanjska, ampak reševanje stanovanjske problematike. Ne, zato, ker se danes ogromno stanovanj gradi, ki sploh niso namenjeni stanovalcem, ampak so namenjeni kapitalu, ne, da se jih vlaga. Ne. Zato smo želeli pač poudarek imeti prav na tem pogledu, se pravi, kako, na kakšne načine pa dejansko rešujemo problem stanovanj. Ne. Tako potem je nastala kategorija tudi male intervencije z velikim učinkom, ne. To so pač neke intervencije, kjer smo imeli ravno danes tudi sestanki in debato, v katero smer bo to šlo, ne. Ker to so lahko intervencije, ki niso v svoji izvedbi prostorske, ampak je njihov učinek prostorski, recimo. Ne. To so lahko razmišljanja o varnih poteh v šolo, o določenih akcijah, ki imajo potem prostorski učinek. Potem so ena od kategorije posvečena pač namenjena arhitekturi, ne, to je taka zelo splošna kategorija, kjer pač iščemo neke arhitekturne poglede na svet, ne, potem seveda dediščina, ki je ena glavnih tematik v arhitekturi, prenova, obstoječi fond, kako se z njim lahko ravna, in pa odprta mesta, ne, zato ker mesta so tisti prostori, kjer je najbolj v ospredju skupnost, javni interes, usklajevanje interesov med javnim in zasebnim, ne. Vsi uporabljamo mesta, ampak seveda v mestu so jasna pravila lastništva, pravil igre in tako naprej, in kako vse to usklajevati, da je za čim širši krog ljudi to optimalno, ne. In zdaj odprta mesta smo nekako usmerili v to urbanistično polje, ne, ampak mogoče bo Aleš nadaljeval tukaj, v katero smer se to razvija in kaj pričakujemo tukaj na tem segmentu nagrade.